Spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na dogodku za javnost ob Svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki bo v petek 14. novembra 2025. Zveza društev diabetikov Slovenije, ki bo prihodnje leto praznovala že 70 let, skrbi za svoje člane, je danes znova gostiteljica tega dogodka. Sladkorna bolezen, ta kronična, neozdravljiva bolezen je vseživljenjsko breme. Tokrat smo se odločili, da odstremo njeno pogosto temnejšo plat, to je duševno breme. Danes se svet veseli številnih prelomnih tehnoloških super dosežkov tudi v diabetologiji. Ljudje s to boleznijo pa se pogosto sami za štirimi stenami soočajo z intenzivnim zdravljenjem, finančnim bremenom, prehranskimi motnjami, strahom pred hipoglikemijo in stigmo sladkorne bolezni. Duševno zdravje seveda igra zelo pomembno vlogo pri vsakodnevnem obvladovanju sladkorne bolezni. Ironično pa je hkrati prepogosto spregledan del življenja s sladkorno boleznijo. Danes bomo naslovili torej duševno zdravje oseb s sladkorno boleznijo, ker želimo, da postane močen in kakovosten del celostne obravnave sladkorne bolezni. Povabila sem spet sogovornike, ki največ vedo v Sloveniji na to temo. Z nami so dr. Karin Kanc, specialistka internistka diabetologije, mednarodno certificirana integrativna psihoterapevtka iz zasebne diabetološke ambulante Jaz in diabetes iz Ljubljane. Pozdravljeni. Dr. Simona Klemenčič je klinična psihologinja z kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni z pediatrične klinike Ljubljana. Lepo pozdravljeni. Z mano je tudi Lana Matjašič Filipič, podjetnica in oseba s sladkorno boleznijo. Na moji desni pa Karmen Maričič, ki je tudi oseba s sladkorno boleznijo, kot se reče, a ne, pravilno, in predsednica Društva diabetikov Ljubljana. Lepo pa pozdravljam tudi Urško Kšela, ki se je k nam spet pripeljala iz daljnega Maribora, glede na to, da jo spremljajo trume tovornjakov, specialistka internistka diabetologinja in predstojnica oddelka za endokrinologijo in diabetes UKC Maribor. Nestrpno pa čakamo še profesor dr. Tadeja Batelina, kot vsi veste, specialista pediatra, endokrinologa in predstojnika kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni pediatrične klinike in tudi predsednika IDF Europe. Pravzaprav profesor skoči iz vsakega kamna, na katerem piše sladkorna bolezen, ko ga obrnemo. Tako da je nekje na poti med Brnikom in tole Domus Medico in upamo, da se nam kmalu pridruži. Lana, pozdravljeni še enkrat. Ali lahko podeliš z nami svojo zgodbo, svojo preizkušnjo, s katero si se srečala na poti svojega življenja s sladkorno boleznijo? Lepo pozdravljeni. Ponovno hvala za povabilo. Je precejšen izziv, ker 27 let že živim za sladkorno boleznijo in v teh kratkih 5 minutah, ker nam sladkorna bolezen v bistvu vsake 20 sekund na njo pomislimo, z njo delamo 24 ur v dnevu in vse dni v letu, bi izpostavila na področju duševnega zdravja dve večji težavi, s katerimi se v teh letih srečujem oziroma sem se srečevala. Zbolela sem sicer kot 9-letna deklica, brez težav, sladkorna bolezen še takrat ni bila tako poznana. Moja edina skrb je bila, ali bom umrla ali ne. Bilo mi je pomembno, da lahko naprej normalno živim in večjih težav nisem imela. Večje težave so prišle v času srednje šole, študentskih let, ko ne želimo izstopati za sladkorno boleznijo in biti enaki kot ostali. Zaradi, da je vodenje sladkorne bolezni res dobro in na visokem nivoju, moramo poznati veliko področij v življenju, tako prehrano, pri meni je velik del življenja šport in poznavanje teh področij v sklopu z sladkorno boleznijo je zelo pomembno. Tega nisem poznala in zaradi nihanj in torej hiper- in hipoglikemij pride do povečanja inzulina, večjega kaloričnega vnosa, naraščanja telesne teže in slabe samopodobe. Vrtela sem se v začaranih krogih prekomerne teže, športanja, slabe samopodobe in nisem našla izhoda, ker je občutek, da te sladkorna bolezen povsem nadvladuje, da ne boš prišel do točke, ko boš lahko vzel to v svoje roke in imel občutek, da imaš orodja,
da lahko kadarkoli v življenju kontroliraš sladkorno bolezen tako na teoretični ravni kot v duševnem zdravju. In se da se, meni je pomagalo to, da sem vzela knjige v svoje roke, gradivo v svoje roke, začela se izobraževati, kako šport vpliva, kako prehrana vpliva, vse to troje za sladkorno boleznijo povezano. Traja, je vseživljenjski proces, vedno se učimo, ampak dovolimo si dati ta perfekcionizem, ki obstaja pri diabetesu, ker je vedno prostor za izboljšavo. Vsak dan je drugačen, imamo druge probleme v življenju, kot je sladkorna bolezen, in včasih nimamo moči skrbeti toliko za sladkorno bolezen, ker imajo druge stvari večjo moč. Dajmo to takrat tudi sprejeti, da ne glede na kaj, vedno dajemo maksimalno od sebe vsak dan, kolikor zmoremo, in potem je tudi teoretično lažje obvladovati druge stvari. In kar tudi meni pomaga, je to, da vodenje sladkorne bolezni in merjenje sladkorja, injiciranje inzulina jemljem čim manj osebno. In na vodenje sladkorne bolezni gledam neosebno, na to, kdo sem pa jaz, in da z svojo vztrajnostjo, močjo in voljo to premagujem in živim, pa je to, na kar sem ponosna, in potem je tudi vodenje lažje. Tako da prenašam današnjo misel to naprej in spodbujam vse diabetike, da imamo to. Super, najlepša hvala. Lana, to si bolje ne bi mogla začeti te tiskovne konference, ob tem pa izrabljam še priložnost in pozdravljam profesora Battelina, ki mu je uspelo v res rekordnem času od pristanka. Kaj pomeni psihološko breme kronične bolezni in kako ga čuti oziroma doživlja oseba s kronično boleznijo, tudi njegovi najbližji? Že iz laninega pripovedovanja smo veliko izvedeli, dr. Simona Klemenčič, klinična psihologinja. Ja, hvala vam za besedo. Psihološko breme sladkorne bolezni pomeni v bistvu vse stiske ali pa neprijetna doživljanja, ki jih imajo osebe s sladkorno boleznijo. In lahko je to že samo zaradi dejstva, da telo ne deluje tako brezhibno, kakor bi sicer, in to lahko sproža neke občutke jeze, žalosti. Lahko je to tudi zaradi bremena, vsakodnevnega bremena, ker je sladkorna bolezen zahteva veliko samourejanja in je potem postanejo bolniki od tega utrujeni in jim je težko, izčrpani. Lahko jih postane, kadar jim ne uspe vse narediti tako, kot so si zamislili, lahko dobivajo občutke krivde ali pa sramu pred samim sabo, pred prijatelji, pred zdravniki. Lahko jih je tudi strah dolgoročnih zapletov, zelo pogostokrat vidimo tudi strah pred hipoglikamijami. Tako da te stiske so lahko številne. Številni pa tudi poročajo, da jim je težko pred drugimi, da so pogosti deležni nekih opaz, kaj bi mogli jesti, kaj ne bi smeli jesti, in jim je tudi to en tak vir stiske. Zdaj, to se lahko kaže na različne načine. Lahko se kaže tako, da se izogibajo določenih pogovorov, lahko se tudi izogibajo vodenja sladkorne bolezni ali pa jim niha motivacija. Enkrat imajo večji zagon, potem pa s časom ta zagon upade. Pri tistih, ki je pa ta stiska povezana z boleznijo še večja, pa lahko vodi celo do tega, da se izogibajo toliko pogovorov o tem, da tudi ne prihajajo na redne zdravniške kontrole. Takrat to postane še večji problem. Tako da zelo pomembno je, da prepoznamo, da to ni nek znak šibkosti, ampak v bistvu nekaj, kar sohodi z res veliko obremenjenostjo, in da začnemo te stvari sistematično naslavljati in ljudem, ki sami niso kos, začnemo pomagati. Tako se na našem oddelku, kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove pediatrične klinike prav sistematično trudimo, da pomagamo vsem, ki vidimo, da imajo take težave. Že vsi člani našega tima imajo določeno znanje v teh stvarih, kako prepoznati psihološka bremena in da jih podprejo, in potem tistim, ki to ni dovolj, da jih usmerijo na psihološko podporo. Ob rednih razširjenih letnih kontrolah za sladkorno boleznijo izvajamo tudi presejanje za te težave, tako da lahko v bistvu vsak mladostnik, otrok, malo starejši izrazi te stvari in
tisti dobijo posebno pomoč. A ne. Skratka, zelo se trudimo, da se sistematično naslavlja te stvari in da res dobijo pomoč vsi, ki potrebujejo. Mogoče še enkrat poudarjava, zakaj je tako pomembno, da naslavljate to problematiko tako v timih, diabetoloških timih, kot tudi, da to naslavljamo kot družba. Ja, ker če te težave niso pravočasno prepoznane pa obravnavane, se lahko stopnjujejo do težjih duševnih težav, a ne. Predvsem so pol problem depresija, anksioznost, lahko se razvijajo motnje hranjenja ali pa katere druge težave na področju duševnega zdravja, ki so težje in začnejo potem celostno ovirati posameznikovo funkcioniranje tudi na drugih področjih, a ne. In zaradi tega je pomembno, da to prepočasno prepoznamo. Pomembno je tudi, da osebe s sladkorno boleznijo same začnejo govoriti o teh stvarih, povejo svojim bližnjim, strokovnjakom, zdravnikom, zato da lahko se res sistematično, se čim prej naslovijo te težave. Pa še to bi rekla, tudi kot družba je pomembno, da v bistvu osebe spoštujemo, jih spoštljivo nagovarjamo, cenimo tudi njihovo zasebnost, da včasih določenih stvarih ne želijo povedati, in da za tiste, ki ne zmorejo, da vzpostavimo neke sistemske rešitve. Najlepša hvala. Urška Kšela, kako se diabetologi pri vsakodnevnem delu soočate s psihološkim bremenom ljudi s sladkorno boleznijo? Pozdravljeni. Jaz bi rada poudarila, da kljub temu, da smo v zadnjih desetletjih bili priča neslutenemu razvoju pri obravnavi sladkornih bolezni od naprimer tehničnih pripomočkov, ki so pomembno vplivali na načine zdravljenja in izboljšanje življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 1, do razvoja novih zdravil, ki pomembno vplivajo na razvoj zapletov in podaljšujejo življenje oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. In vemo, da je modern pristop k obravnavi oseb s sladkorno boleznijo celosten, usmerjen v bolnika in njegove potrebe, in zelo dosti damo na to, da bolnike educiramo, jih opolnomočimo, predajamo odgovornost njim, njihovim svojcem, vendar pa ta modern pristop lahko dodatno psihološko breme predstavlja za bolnike in veliko bolnikov reče, v starih časih pa je bilo boljše, nisem niti točno vedel, kakšen je bil sladkor, dal sem si inzulin, nisem niti poznal vseh stvari, ki mi lahko vodijo v prezgodnje zaplete in tudi prezgodnjo smrt in je bilo mogoče to manj obremenjujoče življenje. Tako da diabetologi se zelo dobro zavedamo psihološkega bremena, ga poskušamo naslavljati, v to smo tudi vključili v naše smernice zadnje obravnave oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. Vidim pa velik problem, kjer se zapletemo, kljub temu, da sodeluje ogromno strokovnjakov pri obravnavi teh oseb, od različnih strokovnjakov v diabetoloških timih, na sekundarnih, terciarnih nivojih, družinskih zdravnikov, centri za krepitev zdravja. Se mi zdi, da nam zelo primanjkuje kliničnih psihologov, ker ko mi ugotovimo, da je neka psihološka težava, ki obremenjuje bolnika in onesposoblja, onemogoča zdravljenje uspešno, nimamo pravih intervencij, kam bi te bolnike napotili in tu vidim veliko odgovornost za prihodnje obdobje, da poskušamo to bolj vključevati v vsakdanje klinično delo. Torej imamo še kar nekaj dela. To zelo dobro ve Karin Kanc. Ona je članica strokovne skupine tudi pri Evropskem združenju za raziskave sladkorne bolezni, ki pa pripravlja prve tovrstne praktične smernice za oceno in obravnavo negativnega stresa, se reče pravilno, ne? Oziroma strokovno, pri odraslih s sladkorno boleznijo. Še vedno so priporočila v usklajevanju, ampak Karin, kaj bodo prinesla oziroma zakaj jih potrebujemo? Zakaj jih potrebujete? Najlepša hvala za to iztočnico. Res je bilo prelomno letos v septembru na Evropskem združenju za diabetes. Smo predstavili koncept oziroma smernice za obravnavo negativnega stresa, diabetes distress pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2. Sicer je to res še v obravnavi, zaradi tega, ker smo dali ta pomemben dokument tudi na komentarje strokovne javnosti,
in zdaj zbiramo te komentarje, ki jih bomo tudi skušali vse nasloviti. Ampak bilo je prelomno obdobje za EASD, za to združenje, ker so to pravzaprav prve smernice, ki jih je to združenje kot samostojne naredilo, in ravno psihološka obravnava ljudi s sladkorno boleznijo je pač predmet teh prvih smernic. Pripravljali smo jih 2 leti, analizirali smo ogromno študij, tukaj ne morem iti v detajle. Rada bi pa poudarila, da so tukaj se velike stvari odkrile, med drugim tudi to, kako lahko zdravstveni delavci sami s tem, kako delamo z ljudmi, ki imajo sladkorno bolezen, povzročamo določen negativen stres, dodatno breme pri ljudeh s sladkorno boleznijo. Torej, tukaj nas čaka zdravstvene delavce še zelo veliko dela, ker si moramo tudi sami sebi svoje slepe pege nasloviti, kako delamo z ljudmi, ker sladkorna bolezen je sama izredno zahtevna bolezen in da sedaj še mi dodamo pikico na i, tukaj le res ni primerno. Skratka, na srečo se že 30 let ukvarjam s tem, zadnjih 15 let pa imamo letna srečanja Diabetes and Mind, kjer s kolegi skušamo nasloviti vse te psihološke vidike. Tudi aprila 2026 bo prav tema Diabetes distress, negativni stres v zvezi s sladkorno boleznijo, ki ga seveda bo glavna tema, moramo pa ločiti to, kot je že tudi Simona omenila, to je druga entiteta kot naprimer depresija, tesnoba. To je prav negativni stres povezan samo s sladkorno boleznijo, ki s seboj prinaša zelo zahtevne elemente, ki jih pač poznamo mi, potem, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki imajo sladkorno bolezen. In tukaj moram še povedati, da te smernice sta sooblikovala še 2 človeka s sladkorno boleznijo, ker je to zdaj tudi standard za vse bodoče smernice, ki jih bo EASD formiral. Brez tega ne gre. Super, najlepša hvala za to, za ta odgovor. Karmen, vi ste kot predsednica Ljubljanskega društva, verjetno vsak dan v stiku z bolniki, se obračajo na vas, tudi v zvezi s psihološkim bremenom. Kaj vam povejo? Ja, res je. Naše društvo se večinoma pač oglašajo člani, ki so na začetku diagnoze, zanima jih v bistvu res, kako v bistvu s prehrano, kako z gibanjem, kaj jesti. Tako da mi se trudimo za njih, povabimo jih na naša predavanja, ki jih imamo enkrat mesečno, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana. Pogovarjamo se z njim, tako da v bistvu res na vse tiste, ki ne vejo, kako in kaj na začetku, jih spodbujamo, da se pač včlanijo v društva, ker skupaj izmenjavamo mnenja, družimo se vsi skupaj in je potem z roko v roki veliko lažje. Se oglasijo recimo pogosteje tisti, ki šele dobijo diagnozo, ali tudi recimo ljudje vmes, ali je to mogoče nekoliko večji problem, da se obrne na vas nekdo, ko že veliko let, mogoče tudi zaradi sramu, recimo trpi za boleznijo? Tudi drugi pač člani, ki so že več let v društvu, sam z drugačnimi težavami. Nazadnje zdajle je poklicala gospa, ki si je po nesreči apelirala pač dvojno dozo, in je bila čisto prestrašena, poklicala, kaj naj naredi. Tako da smo jo pač usmerili, da naj si pač spremljati sladkor. Pokliče na urgenco, ker je res bila nedelja. Tako da smo jo na ta način pač usmerjali. Ste lahko v bistvu društva zelo velika pomoč, vsaj v začetku recimo, sploh v začetku. Sploh v začetku najbolj, ja. Zato jih tudi povabimo potem na naša okrevanja, ki imamo tedenska, in tam se družimo, isto imamo predavanja, telovadbo, tako da... Da vedno dobijo občutek, da lahko tudi... Tako, da niso sami s to boleznijo.
profesor Batalino. Pozdravljeni, lep pozdrav. Iz Amerike prihajate, tokrat letos. Ste v bistvu relativno nov predsednik IDF Europe. Zato vas vprašam predvsem za vaš pogled na zmanjšanje stisk, sladkorne bolezni in pa predvsem zanima nas tudi recimo, katere prioritete ima IDF v zvezi s tem preganjanjem bremena sladkornih. Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav vsem skupaj. IDF Europe ima v svoji viziji to, da sladkorno bolezen odpravi. Če jo odpravi, pol tudi težav v zvezi z njo ne bo. A se to da, ali se nam je zmešal? Da se. Se pravi, sodobna zdravila, ki jih lahko začnemo uporabljati zgodaj, lahko obrnejo tok in namesto, da pripeljejo človeka v sladkorno bolezen tip 2, ga privedejo nazaj v zdravje. Je pa seveda potrebno, da družba to razume in to je bistvena vloga International Diabetes Federation, se pravi, da poskuša razložiti družbi, politikom, da je potrebno to financirati. Kot je že rekla dr. Kšela, ne samo sladkorno bolezen, ampak tudi vse njene zaplete, tako da je seveda namesto, da dobimo osebo, ki živi sladkorno boleznijo tipa 2, z vsemi težavami, vključno psihološkimi, povrnemo tega človeka nazaj v zdravje. Pogoj je, da zgodaj odkrijemo, se pravi, pogoj je, da tehnologija pomaga in pogoj je, da so ta zdravila, ki obrnejo tok bolezni, dejansko na voljo, to se pravi, da jih nacionalni zdravstveni sistemi plačujejo. Seveda nekaj več je tudi dela s tem, ker teh ljudi je ogromno. Tako da je vsak zdravstven sistem, predvsem primarni nivo, ki je tukaj ključen, lahko s tem obremenjen. Tukaj pa imamo zdaj po novem umetno inteligenco, ki lahko zelo veliko pomaga in jaz mislim, da bo to neobhoden partner našega dela. Če pa gremo na sladkorno bolezen tipa 1, tam je pa zgodba seveda bolj zapletena, ali pa ne. Kot prvo, kot veste, v Združenih državah že imajo zdravilo, ki je registrirano, da v fazi 2 sladkorne bolezni tipa 1, torej preden se pokažejo klinični znaki, odloži začetek te bolezni. V Evropi še čakamo, imamo pa možnost tako imenovanega sočutne rabe tega zdravila. Tako da v Sloveniji poteka presejalno testiranje za vse družinske člane oseb, ki živijo sladkorno boleznijo tipa 1. In tudi imamo prve kandidate, ki jih bomo zdravili s tem zdravilom, ki so v fazi 2 sladkorne bolezni tipa 1. Poleg tega sodelujemo v 3 dodatnih zgodnjih fazah raziskav novih zdravil, ki bodo morda tudi uspele odložiti začetek sladkorne bolezni, vsekakor pa zmanjšati to pobijanje beta celic, ki jih telo pri sladkorni bolezni tipa 1 izvaja. Če pa, grem še majčkeno naprej, tisti, ki pa imajo že dolgo časa sladkorno bolezen tipa 1 in seveda teh beta celic, ki delajo inzulin, ni več, pa bo na voljo ravno tako klinična raziskava z genskim zdravljenjem, ki bo to lahko pravzaprav povrnila. Tako da jaz mislim, da je veliko upanja in to je bistvo vizije IDF Europe. Na drugi strani pa seveda moramo vedeti, da tisti, ki živijo s sladkorno boleznijo, če pogledamo, prej smo govorili, vaše člane, moji so generacija X in Z. Generacija X in Z je bistveno drugačna od nas. Tisti, ki delamo s temi generacijami in starši, s katerimi se pogovarjamo, vsak, ki dela z mladim, ima vedno še 2 odrasli osebi zraven, kar je pogosto sreča, mar zdaj pa tudi izziv. Mora razumeti, da te ljudje drugače gledajo na svet in tudi tisto, kar jih spravi v stisko, je popolnoma nekaj drugega, recimo, da nimajo telefona. In tukaj je mogoče zelo zanimiva opcija digitalnih dvojčkov. To so dvojčki v oblakih, ki jih umetna inteligenca najde in prilagodi posamezni osebi in so se izkazali kot izredno uspešna pomoč tem mladim ljudem, ker pač najdejo popolnoma enakega sogovornika, ki ga razume, ki se enako vede, ki ima enake probleme. In je to mogoče neka bližnjica do izhoda. Tako da naša vizija je predvsem popoln optimizem po desetletjih, ko sladkorno boleznijo nisem imel kaj dosti za narediti. Pravzaprav tip 2 je bilo nemogoče zdrav, tip 1 pa
zelo težko, se je popolnoma obrnila situacija. Tako da je naloga, da pač to ljudem približamo, da jih ozavestimo, da je to možno in da jim seveda družba znotraj Evropske skupnosti pač vse te možnosti tudi omogoči. To je ključno. A ne, se pravi tako tehnologijo za zgodnje odkrivanje, kot potem ta nova zdravila, ki prihajajo praktično vsak mesec eno. In ki imajo dovolj moči, da, kot sem rekel, obrnejo iz nekega tavanja v sladkorno bolezen, vse hujše stopnje, nazaj v zdravje. Najlepša hvala. Sem rekla, da bo profesor prinesel polno nekih novosti. Spoštovani kolegi, spoštovana javnost, zdaj ste pa vi na vrsti da vprašate še kaj. Pardon. Izvolite, vprašanja so vaša. Ne vsi naenkrat. Ja, absolutno. Izvoli, Sergeja. Ali veste, na nivoju države našega zdravstvenega sistema se ta problem že naslavlja? Vemo, da to je dolgotrajen proces. A vidite kakšne projekte v teku, ki nam dajo upanje, da se bo to izboljšalo? Ni vsak, ki ima 5 minut časa, kliničen psiholog. Zato je škoda s tem zakonom enormna, neverjetna. Predvsem na področju prepoznavanja resnejših težav, kot je omenila naša klinična psihologinja. Tako da jaz mislim, da seveda, a veste, taka, bi človek rekel, kapitalistična rešitev, če je premal neke kategorije, pač damo vaš junk na trg in ga je kar naenkrat dovolj, ni ustrezna v zdravstvu. Se pravi, tukaj rabimo strokovne rešitve, ljudi, ki dejansko grejo čez ta proces kliničnega treninga in so potem pravi klinični psihologi, se pravi tisti, ki prepoznajo stopno težav, ki jih nekdo ima in ki znajo tudi ustrezno odreagirati. Ne pa, da dobi kar nekdo občutek, da je psiholog in potem svoje težave prenaša na še uboge ljudi, ki živijo s sladkorno boleznijo. Torej tukaj, jaz mislim, da je treba z vso resnostjo se zoprstaviti takim poskusom. Jaz mislim, da je nevaren za ljudi. Ja, najlepša hvala za besedo. Tukaj res delim mnenje s profesorjem Battelino. Predlog zakona, ki je trenutno v obravnavi, se nam res ne zdi ustrezen. Je pa res, da je problem širok in velik in je posledica tega, da se leta in leta ni na tem področju nič naredilo, razpisov za službe ni bilo, ni se zaposlovali v smislu kliničnih psihologov in tudi ni bilo možnosti specializacije. In recimo v letu 2015, ko sem osebno specializirala, so bili 3 do 4 specialistični izpiti, medtem ko so, mogoče me ne držati za besedo, ampak res jih je bilo zelo malo, da se pogledati uradne številke, medtem ko smo jih letos, bi rekla, da je zaradi resolucije o duševnem zdravju, ki je bila sprejeta in ki je dobra in ki se bi mogla še naprej izvajati, je bilo leto že zagotovo več kot 50 specialističnih izpitov. Se pravi, klinični psihologi prihajajo na trg, je pa to proces. To je zahtevna specializacija in vključuje številna znanja, vključno z psihoterapevtskim znanjem, in je pomembno, da je tako dolga in da je tako temeljita, zato da lahko so potem specialisti klinične psihologije res usposobljeni za delo z najtežjimi duševnimi motnjami in ljudmi, ki imajo pomembne klinične težave. Seveda so pa med nami tudi ljudje, ki imajo splošne težave, za katere in splošne stiske, za katere pa mogoče lahko bi določeni svetovalci bili dovolj usposobljeni. Ampak je problem in jaz si tudi želim, da bi mogoče tudi na področju sladkorne bolezni se tukaj prav sistematično razširila delovna mesta,
prav za delo z sladkorno boleznijo, a ne, ker to so tudi specifična znanja, a ne, z doktorico Karin Kan sva tudi članice takega združenja, ki se ukvarja prav z psihosocialnimi vidiki sladkorne bolezni, a ne, in tukaj gre za posebna znanja, širša še od klinične psihologije in je pomembno, da potem taka oseba pozna še poleg kliničnih psiholoških znanj tudi v bistvu dobro pozna sladkorno bolezen in vse, kar temu pritiče. Izvolite, Karmen, še. Ja, mogoče bi dodala še Simoni pa profesorju še eno zadevo. Namreč ne bom šla zdaj v detajle tega zakona oziroma osnutka zakona, ker to nisem za to pristojna. Ampak za resurse, ki jih pa imamo in na teh recimo jaz svojo skupino že od leta 2012 delam, namreč vem, da je to samo enkrat na leto, ampak mi imamo ta srečanja Diabetes and Mind, kjer skušamo opolnomočiti svoje kolege, ki delajo dnevno z ljudmi, ki imajo sladkorno bolezen, in njihovo osebje, medicinske sestre, ki imate tudi izredno veliko izkušenj. Pravzaprav glede samega študija medicine veliko več se teh mehkih veščin uči na šolah za nego, a ne, medicinskih sester. Medtem ko na sami medicini pravzaprav ne. Tudi sama sem šla posebej študirati psihoterapijo, da sem ta dodatna znanja dobila, ker jih pač nimamo dovolj. Ampak menim, da zelo, zelo veliko lahko naredi že recimo obstoječe osebje, ki ga imamo, če pozna določene ključne elemente in ima nekako par teh orodij, s katerim lahko prepoznaš naprimer nekoga, ki je v stiski in skušaš pomagati. Pa tukaj lahko rečem, da čas niti ni tako zelo huda ovira, ker včasih se zdravstveni delavci bojimo, da odpremo Pandorino skrinjico in bo nekdo potem prišel z milijon težavami, ki jih pač v tistih bogih 10-15 minutah ne moremo rešiti, a ne. Ampak že to, da aktivno znamo poslušati, da človeka ne prekinjamo, ko govori. Vemo, da v psihoterapiji velja nasplošno, da če samo aktivno poslušaš, že rešiš lahko 70% težave nekega človeka, ker je končno začutil, da je nekdo, ki mu je prisluhnil, a ne. Potem so še pač neki drugi prijemi, ampak že najbolj tako osnovno vprašanje, kaj pa je za vas danes najhujši izziv? Kaj čutite, da je najhujši izziv v zvezi s sladkorno boleznijo? In že s tem magičnim, enostavnim vprašanjem greš lahko že v srž, ne pa to, kar velikokrat vidimo, moški moram reči, da ste tukaj še posebej močni v tem, da ko že držite za kljuko, vprašate, joj, kaj pa še tole, a ne? In tudi to, da vas opolnomočimo ljudi s sladkorno boleznijo, da se pripravite na sestanek z nami, a ne. Jaz imam v svoji ordinaciji prav napisano, o čem bi se pa danes radi pogovarjali, a ne, ker danes je drugače, kot je bilo recimo pred enim mesecem, ampak bo čez en mesec. Tako da nam tukaj tudi pomagajte, a ne, ljudje s sladkorno boleznijo. Še kakšno vprašanje, mogoče? Če ne, pa najlepša hvala vsem, da ste prišli spet ob letu obsorej. Sedaj pa vabim, da se mi tukaj le malo stoje pridruži še predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Robert Graton, ki ima čas, da zaključi današnjo tiskovno konferenco. Zadnjo besedo boste imel. Hvala. Jaz bi se kot prvo zahvalil vsem strokovnjakom in seveda damam, ki imata sladkorno bolezen in živita z njo že celo življenje. Mislim, da smo danes čuli kar nekaj zanimivih stvari. Psihološki del te bolezni se začne že z samim, ko najdemo sladkorno bolezen določeni osebi. Od tega pri mladih vidimo, da so taki problemi, pri starejših drugačnih. Moram reči, da sem dal tako ene kot druge skozi sam. Pa če prvo stvar povem, a bo bolelo, ko se piknem. Že tukaj se začne ta psihološki problem.
Ne? Da ne govorimo potem naprej pri starejših, kaj bo, če pride do. Ne? Tako da čuli smo obe plati te zgodbe, tukaj bi lahko nadaljevali še ure in ure in ure, mislim, da naši strokovni kolegi tle bi nam lahko povedali še za cele romane, stvari, ki se tukaj dogajajo. Kot vedno nam je profesor Battelino dal tisti žarek upanja in spodbude za naprej. Tako res bi se, hvala lepa še enkrat vsem udeležencem, hvala vam, ki ste nas poslušali in spomnim se enega filma ob letu Osorej, vidimo se drugo leto. Hvala lepa.